Zdaj, ta opis, ki sem ga prej podal tudi o tej predelitvi, je značilen seveda za transformativno mediacijo. Ne? Če bi gledali evaluativno, ali pa kot se včasih reče poravnalna mediacija, ne? Potem bi bil opis drugačen. Bi bil opis naloga mediatorja, da ugotovi in opredeli bistvo problema in pomaga najti skupno rešitev udeležencev. Včasih od celo sooblikuje. Čist drug poudarek. Se pravi, neko rešitev, recimo, lahko to kje poteka meja ali pa razdelitev premoženja. Seveda, to pa ne pomeni, da transformativna mediacija ne bi bila primerna za to vrstne spore. Nasprotno, še bolje lahko primerna, ker poleg tega, da razreši spor, če ga udeleženca želita razrešiti. Če ga ne želita, potem jih mediator ne si v neko rešitev, ki jo noben ne želi. Ampak je včasih pozitivni izid mediacije to, da ozavestita pravzaprav, da ne želita neke skupne rešitve, ampak se vsak neodvisno od drugega lahko odloči. To je tudi včasih boljši in sta potem oba bolj zadovoljna z izidom, kot pa če bi neko skupno rešitev na silo našla. Tako da ni ta skupna pri iskanju skupne rešitve tukaj opredeliti. Iščeta jo, ampak potem lahko tekom iskanja ugotovite, da pravzaprav ni smiselna, je prezahtevna, je ne želite ali kakoli tako. Ampak zdaj, če gremo pa mečke nazaj, bi pa tole, kar so pa tukaj navedene kot prednosti mediacije, pa veljava pravzaprav za vse vrste mediacije, tudi za poravnalno mediacijo, in so, z izjemo mogoče zadnjih dveh, da bi lahko podrako vprašajček postavili pri, naprimer, poravnalni medijaciji. Ker odvisno, če je naš cilj res poravnalo, potem je v redu. Če pa smo hodili s pomočjo medijacije tudi kaj glede odnosa razrešiti, bomo pa razočarani, ker ni namenjena sploh temu, da bi izboljšala to evaluativna medijacija. Sicer pa hitrost rešitve, učinkovitost, to je treba popraviti, tukaj piše nad 50% uspešnost, zato ker je velika večina študij je nad 50% uspešnosti, so pa do take, ki je 90%. Zdaj odvisno od področja, odvisno od medijatorja, odvisno od države, od študij in tako naprej. Ampak, se pravi tole, nizki stroški. Recimo, družinska medijacija konkretno je v Sloveniji brezplačna, oziroma vsaj delno brezplačna, ker jo sofinancira država in tudi v drugih državah je tendenca, da se družinsko medijacijo omogoči brezplačno. Druge medijacije pa tudi v primerjavi z alternativnimi stroški, recimo, naj si bo to ali sodišče, ali zdravljenje, ali izguba dobička in tako naprej, je relativno zelo nizka. Ker je nekaj 10 do nekaj 100 evrov odvisno zdaj od zahtevnosti konflikta, od tega, ali so to podjetja, ali so fizične osebe, koliko je vključenih in tako naprej. Se pravi, hitrost, učinkovitost pa nizki stroški, oboje stransko zadovoljstvo ali sprejemljivost rešitve tudi, v večini primerov, ker če ni medijacija prostovoljna. Se pravi, prostovoljen proces ni nekaj, v kar bi bili prisiljeni. Tudi če ste, recimo, ko zdaj imamo nov zakon, oziroma nov, se že ni več, da pravzaprav sodišča obvezno v določenih primerih ponudijo medijacijo in če zavrnete medijacijo brez razumnih razlogov, so neke posledice, to je neke vrste prisila, bi lahko rekli. Ampak nič hudega, vi še zmeri to, da tja pridete, evo, to morate, oziroma ni vam treba, pač plačate neke stroške, ki so lahko tudi visoke, ampak pridete tja in to je pa to. Od tam naprej je pa prostovoljno, prostovoljno sodelujete. In zdaj, če rešitev za vas ni dobra, potem se ne zmenite, ne podpišete, in je to, in ostane, da zadeva ne rešena. Se pravi, če pride do rešitve, je vsaj sprejemljiva za obe strani. Zdaj, sprejemljiva ali pa celo zadovoljiva, oziroma taka, da ste obe strani zadovoljni. In pa ni negativnih tveganj, seveda spet v primeru, da je medijator dovolj strokovno sposoben za vodenje medijacije. Če ni, potem so negativna tveganja, lahko se še bolj skregate. Sej poznamo primere, ko nekdo hoče pomagati, pa se ne zna dobro obrniti, pa ste vnedva pa še bolj skregana, kot ste naprej. Ampak ravno s tem usposabljanjem za medijator, oziroma treningom se prispeva, oziroma se razvija te veščine
kako ravnati v konfliktnih situacijah, da mediator ne doseže tega, da bi ljudje bili potem bolj skregani, oziroma da bi konflikt višji, kot je bil na začetku. Ok. To načeloma velja za vse pristope mediacij. Zdaj, tukaj je pa prosojnica, ki pravzaprav velja tudi do neke mere, oziroma tudi za več pristopov, še posebej pa seveda za transformativni pristop. In sicer dobro, ta zmanjševanje možnosti za zaostrovanja sporov v prihodnje je že zato, ker ko imamo enkrat izkušnjo mediacije, če smo bili z njo zadovoljni, imamo vedno v bodoče potem na razpolago to sredstvo. Eno dodatno sredstvo in po možnosti pridemo na mediacijo naslednjič še preden bi bil spor do te mere zaostren, kot je bil tisti, s katerim smo prišli prvič. To je zelo smiselno. Se pravi, že to. Recimo v šolah, ko je šolska mediacija, se pravi, ko se to ustali, se pravi, upelje v sistem, učenci že vejo, mediacija, če je spor, gremo na mediacijo in se bistveno zniža raven ali pa število tudi konfliktov, nasilja, prekrškov oziroma kršitev, pravil in tako naprej. Ker učenci in tudi učitelji in drugi vejo, da imajo to možnost na razpolago. In že s tem, že s samim obstojem možnosti mediacije se zmanjša možnost zaostrovanja sporov. Še posebej po tistem, ko pa dva pridete na mediacijo in nek spor uspešno razrešta, tiste dva še posebej se zavedate ali pa vidite ali pa doživite smisel ali pa korist mediacije. Zdaj, izboljševanje odnose in sodelovanje med predpristopnimi stranmi. Ta velja v prvi vrsti za transformativno mediacijo. Tudi za druge. Lahko je pravzaprav jedro težave, sicer je to redko, ampak lahko je pravzaprav tisti konflikt, glede katerega se zadeva zaostri, in ko tisti konflikt rešimo, odnos je bil prej v redu in potem je spet v redu, ko smo odstranili težave. To je lahko primer. Pogosto pa ni tako enostavno. Pogosto ni samo ena stvar, ki zaplete, ampak če nič drugega se glede tiste problematike še druge stvari nakopičijo in je bolj kompleksno. Tako da, in zato je transformativna mediacija pa upošteva vse aspekte spora. Vse tiste, ki jih udeleženci želijo upoštevati. Če nekdo izpostavi to, ne vem, se pravi vprašanje tega, da ni zadovoljen s tem, kakšen odnos imate, ali pa kako po drugi obravnava, ali pa da se ne počuti spoštovanega, ali pa kakšne čustvene aspekte in to. Pri transformativni mediaciji je prostor za to. Pri evolutivni ni. Pri evolutivni mediator rekel, to so pa čustva, dajmo se držati tega predmeta spora.